V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost in mir našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki je postal človek in nam bil vsem podoben razen v grehu, naj bo z vami vsemi. Brati in sestre, podoba našega Gospoda Jezusa Kristusa bo krasila to kapelo. Tukaj bo zato, da bi se mi ob njej ustavljali, premišljevali Božjo ljubezen do nas in si nabirali moči za premagovanje vsakdanjih križev. Želim, da bi vsak, ki se bo ob njej ustavil, doživel Božjo bližino in bil pripravljen svetu oznanjati, kako dober je naš Bog. Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Janezu. Jezus reče Tomažu: jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu razen po meni. Če ste spoznali mene, boste spoznali tudi mojega Očeta. Že zdaj ga poznate in videli ste ga. Filip pa mu reče: Gospod, pokaži nam Očeta in zadosti nam bo. Jezus mu odgovori: Filip, toliko časa sem med vami in me niste spoznali. Kdor je videl mene, je videl Očeta. Poslušali smo Kristusov evangelij. Polni zaupanja prosimo našega Gospoda Jezusa Kristusa. Gospod, naj vsi ljudje po tej podobi spoznajo tvojo ljubezen in dobroto. Prosimo te, uslišimo. Daj nam spoznati in doživeti, da smo tvoji bratje in sestre. Prosimo te, usliši nas. Podari svetu mir, ki se nam ga obljubil. Prosimo te, usliši nas. Potolaži naše bolne in trpeče brate in sestre. Prosimo te, usliši nas. Daj, da bodo naši pokojni sprejeti med svetnike. Prosimo te, usliši nas. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, sliši nas. Kristus, usliši nas. Bog Oče nebeški, Bog Sin odrešenik sveta, Bog Sveti Duh, Sveta Trojica in sam Bog, srce Jezusovo, Sinu večnega Očeta, srce Jezusovo, Materi Devici od Svetega Duha upodobljeno, srce Jezusovo, šotor najvišjega, srce Jezusovo, hiša Božja in vrata nebeška, srce Jezusovo, žareče ognjišče ljubezni, srce Jezusovo, posoda ljubezni in pravice, srce Jezusovo, dobrote in ljubezni polno, srce Jezusovo, globočina vseh čednosti, srce Jezusovo, vse hvale vredno, srce Jezusovo, kralj in središče vseh src, srce Jezusovo, v katerem so vsi zakladi modrosti in vednosti, srce Jezusovo, v katerem biva vsa polnost božanstva, srce Jezusovo, nad katerim ima Oče posebno veselje, srce Jezusovo, iz čigar polnosti smo vsi prejeli, srce Jezusovo, hrepenenje večnih višav, srce Jezusovo, potrpežljivo in neskončno usmiljeno, srce Jezusovo, bogato za vse, ki te kličejo, srce Jezusovo, vir življenja in svetosti, srce Jezusovo, sprava za naše grehe, srce Jezusovo, za sramovanjem nasičeno, srce Jezusovo, za voljo naših hudobij potrto, srce Jezusovo, do smrti pokorno, srce Jezusovo, sulico prebudeno, srce Jezusovo, vir vse tolažbe,
Srce Jezusovo naše življenje in ustajenje. Srce Jezusovo naš mir in naša sprava. Srce Jezusovo daritev za grešnike. Srce Jezusovo zveličanje v Tebe upajočih. Srce Jezusovo upanje v Tebi umirajočih. Srce Jezusovo sladkost vseh svetnikov. Jagnje Božje, ki odjemneš grehe sveta. Jagnje Božje, ki odjemneš grehe sveta. Jagnje Božje, ki odjemneš grehe sveta. Jezus krotki ni srca ponižni. Molimo. Vsemogočni večni Bog, nihče te še nikoli ni videl, a verujemo, da je tvoj sin odsvit tvojega veličastva in podoba tvojega bitja. Prosimo te, blagoslovi to podobo in to kapelo. Daj, da bomo imeli lik tvojega sina vedno pred očmi, da bomo živeli po njegovem zgledu in mu postali vsak dan bolj podobni, dokler ne bomo gledali iz obličja v obličje njega, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Pusti si polno, grenko mojih boleči. Dušo zdravljaš mi bolno, sreča si z rajskih kviši. Zdravljaš mi bolno, sreča si z rajskih višin. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Gospod z vami, vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh, naj vas dobrotno blagoslovi in utrdi vaša srca v veri, upanju in ljubezni. Amen. Pojdite v miru. Bogu hvala. Presveto srce slavo, naj poje ti srce. Srci preljubljeno,
Spoštovani, v čast mi je, da smem spregovoriti ob blagoslovitvi obnovljenega Gostačevega znamenja na križu ob 100-letnici njegove postavitve. Znamenje, kapelica, je bilo postavljeno leta 1906 po načrtih Jožeta Pogačarja, starega očeta sedanje lastnice Frančiške Grkman, obnovljeno pa leta 1980 in 1996, zadnja obnova pa je potekala v letošnjem letu. Kako velik pomen je znamenju dajal Jože Pogačar, rojen 19. marca na Jožefovo leta 1866, umrl pa je 18. januarja 1947, vidimo iz dejstva, da je znamenje postavil preden se je lotil hiše, ki jo je postavil 6 let kasneje, leta 1912. Znamenje je izdelano zelo skrbno, s številnimi ornamenti, za katere je izdelal Jože Pogačar sam. Na modele se je tudi podpisal in navedel letnico. Najstarejši med modeli, ki jih skrbno hrani Lovro Grkman, nosi podpis Jožef Pogačar in letnico 8.8.1896. Za znamenje skrbita Lovro in Frančiška Grkman, po domače pri Gostaču, križ 47 v tej lepi hiši tukaj za nami. Tudi zadnja obnova v letu 2006, pri kateri so z darovi sodelovali domala vsi vaščani križa, ne glede na svetovni nazor in versko pripadnost, je pokazala, da še kako drži, kar pravita Frančiška in Lovro, da je to vaško znamenje. Znamenje, ki pripada vsem križanom. Tako so vaščani za obnovo zbrali večino sredstev, stroške bakrene kritine pa bo prispevala občina Komenda. V kapelici je kip srca Jezusovega. Na njem sta upodobljena ista svetnika kot v stranskih oltarjih Kriške cerkve, to sta sveti Štefan in sveti Martin. Pri njem se ustavlja telovska procesija na konjih, saj so križani tukaj postavili svoj telovski oltarček. Pri obnovi je tudi tokrat, kot že leta 1980, sodeloval Albin Škarjanc iz Most, ki je obnovil lesen kip srca Jezusovega ter freske, pri čemer je podobo svetega Štefana naslikal na novo, po predloženi fotografiji, podobo svetega Martina pa je obnovil. S pomočjo prvotnega, Pogačarjevega modela, je na novo izdelal 2 ornamenta na vrhu kapelice na severnem delu. Kamnita stebra s podstavkom in cokel okrog celotne kapelice je obnovil kamnosek Leopold Šajn iz Tržiča. Notranjščino znamenja je z novimi stekli z ornamenti zavarovalo steklarstvo Homec. Barve za vrhnje polkrožne dele šip so enako kot v glavnem oltarju Kriške cerkve s preobrnjenja svetega Pavla na križu, kar je predlagal Lovro Grkman, ki je tudi očistil železne okvire za stekla, kakor tudi kovinsko ograjo pred znamenjem. Gradbena dela je vestno opravil Franjo Burnik iz Nasovč. Znamenje sta z novo bakreno kritino pokrila kriški podjetnik Janez Peterlin in Štefan Grošelj. Ostrešni les je bil še dober, zato ga niso zamenjali. Znamenje so tudi osvetlili, česar je Lovro še posebno vesel, saj tako krasi obnovljeno vas križ tudi po noči. Dokler ni bilo mrliških vežic v Komendi, se je pogrebni sprevod z vsakim pokojnim križanom ustavil pri tem znamenju, da bi se pokojni spravil z vaščani in ti z njim, če je prišlo do kakršnega koli spora, in nato so vaščani z njim nadaljevali pot. Lovro vabi vse mimoidoče, da se pri znamenju ustavijo in se ga ogledajo z vseh strani. Kapelica govori sama zase, ni treba velikih besed. V njej se združuje energija preteklih rodov, od Jožefa Pogačarja, ki jo je po svoji zamisli in svojimi rokami izdelal, kakor tudi tistih, ki so zanjo skrbeli ter se ob njej ustavljali v preteklih 100 letih. Naj to vaško znamenje tudi v prihodnje prejema dobre misli sedanjih rodov in izžareva toplino tudi za prihodnje. Proslavljajo naše planine, kako ti prepevajo hribi doline. O Mati, kako si nam draga, o Mati, kako si nam draga, o Mati, kako si
nam draga, o mati, kako si nam draga, o mati, kako si nam